Izklop vode in elektrike kaže na avtokracijo in samodrštvo koprskega župana, so znova jezni Ankarančani. Ta oblast naj bi služila narodu, naj bi služila ljudstvu. Namesto tega, kaj doživljamo? Doživljamo to, da iščejo samo svoje interese. Sveta Katarina je tarča Borisa Popoviča že dolgo. Potem, ko jih je sam prosil, naj pomagajo pri organizaciji Evropskega prvenstva v odbojki na mivki leta 2004, je ploščo obrnil. In kje so razlogi? Alojz Gec, predsednik društva, pravi, da bo, če gre za osebni spor med njim in županom, odstopil. Da gre zgolj za zamire, pa je težko verjeti. Če pa je to nekaj drugega, če to zadeva v zvezi s parcelami tajkunov, ki jih imajo tle v bližini, elektroinženiring, Autofon, ali če je to obljubljajo neki tretji osebi, potem naj se to pove. Lastnik elektroinženiring je Damjan Jankovič, Autofona oziroma sedaj Akustike Group pa nepremičninski mogotec Aleksander Jereb. Tukaj ima zemljišče še občinski hišni gradbinec Grafist. Vse parcele so zazidljive, dejavnost v javno dobro na tem območju pa omenjenim podjetjem ruši načrte. Poleg kapitalskega interesa pa ne gre zanemariti političnih razlogov nenehnih konfliktov. Vodstvo mestne občine Koper se zaradi svojih osebnih kompleksov ne more sprijazniti z izgubo Ankarana in dejstvom, da smo se ljudje v Ankaranu odločili, da gremo na svoje. Karkoli že je razlog vseh nevšečnosti, nazadnje onemogočenje dostopa do pitne vode in elektrike, na koncu kratko potegnejo uporabniki. V prvi vrsti so to otroci in mladina, ki tukaj trenirajo in kakovostno preživljajo prosti čas. Zato bodo predstavniki tukajšnjih športnih društev naredili vse, da svojim članom omogočijo pogoje vredne 21. stoletja.